Prišla je pomlad in z njo naš tradicionalni veliki primerjalni test, ki mu odslej pravimo Prima. Boste v naslednji oddaji izvedeli zakaj, tokrat vam povem samo, katere avtomobile smo z našimi kolegi še 7 uredništev zbrali na kupu. No, ne pametuj preveč, no, gledalce zanimajo avtomobili. No, kdo zdaj dolgovezi? Če ne bi to zagovoril, bi že mi nazaj vam prišla. So po moško uredila in bom, ker so tudi avtomobili tokrat malce bolj moški. Segment je zelo resen, kupci zelo zahtevni, limuzine premijskih znamk se od tistih navadnih razlikujejo že po občutno višjih cenah. 6 predstavnikov je tamle in kot ste najbrž že vajeni, to niso vsi. Smo hoteli, da bi jih bilo pravličnih 7, pa manjka Volvo. So rekli, da je njihov S60 že precej star in kmalu pride nov, ampak so pa vsi ostali. Po abecedi in akcija. Akcija. Če ne bi rekel, da je Alfa Giulia ena najlepših predstavnic segmenta, bi bilo najbrž kar malo čudno, ne? Vidite, celo z ženskim spolom sem jo nagovoril, pa čeprav so avtomobili moškega spola. Pač, Italijani so mojstri estetike, to pa pri tem avtomobilu sploh ni vse. Vozniško je ena najbolj zabavnih, lahkotna in prijetna, notranjost pa je preprosta in pregledna, kar je po svoje zelo fajn. Pod pokrovom je 2,2 litrski turbodizelski stroj 132 kW moči oziroma 180 konji. Precej glasno ropota, je pa tokrat povezan z odličnim 8-stopenjskim menjalnikom. Cena točno takšne 47.500 evrov. Audi A4 je oblikovno najbolj zadržan med temi na kupu, kar pa ni nujno slabo. Če potrebujete diskretnost, bo kar pravi. Predvsem pa bo odličen takrat, ko boste ocenjevali kakovost. Materiali so vrhunski, izdelava tudi, in čeprav podobno velja za vse v tem razredu, Audi vseeno izstopa. 2-litrski TDI ponuja 140 kW moči, pogon je sprednji, robotiziran menjalnik pa ima 7 prestav. No, še preden sedem van, vem, da bo lega zanesljiva. In zanimivost, Audi je med šesterico edini s pogonom na sprednji kolesi. BMW-jeva trojka ponuja skoraj identično moč kot Audi, je pa tokrat motor spojen z 8-stopenjsko avtomatiko. No in med vsemi telimi predstavniki je samo BMW tokrat opremljen s 4-kolesnim pogonom, čeprav smo hoteli takšnega z zadnjim. Pri 2 kategorijah bo trojka gotovo odlična. Pri notranji izdelavi, ki je skoraj ob boku Audijevi, druga pa so vozne lastnosti. Tukaj BMW ne sklepa kompromisov, vsi njihovi avtomobili se namreč peljejo fantastično. Kako impresiven je med najboljšimi, bomo pa kmalu videli v centru varne vožnje na Vranskem. A ja, no in s ceno več kot 63 evrov je tudi med najdražjimi. Tale mačka v prvi vrsti stavi na izgled in dvomim, da se sploh najde kdo, ki mu XE ne bi bil všeč. Vem, da se bo avtomobil dobro peljal, ker je večinoma iz aluminija in zato lahek, podvozje je odlično poštimano in to je druga stvar, na katero stavi XE. Tudi tukaj ima 2-litrski motor 132 kW moči, pogon je zadaj, menjalnik pa ima prav tako 8 prestav. Temu so namenili še precej dodatne opreme. Najbolj opazen je največji zaslon v ponudbi in zato stane avtomobil 67.758 evrov. Ja, najdražji je med vsemi. No, tole pa je posebnejši v skupini in to v skoraj vseh pogledih. Je edini, ki pod pokrovom nima dizelskega motorja, ampak je hibrid, torej ga poganjata bencinski in elektromotor. Je pa tudi močnejši od vseh ostalih, zato me prav zanima, kako se bo obnesel pri porabi. No, posebnejši tudi zaradi notranjosti, ki je prav teatralna, tole je bistveno bolj živahno in atraktivno od ostalih, res pa tudi s kakšno manj uporabno zadevo, kot je kvazi miška. Atraktiven je tudi zaradi opreme F-Sport, no točno takšen pa stane 53.700 evrov. Zadnji, ampak samo na mojem abecednem seznamu pa je tale lepotec. Mercedes-Benz C. Mislim, da sem lahko toliko pristranski, ker mu tale barva res paše. Po obliki in vzdušju v notranjosti se mi zdi prav C med vsemi najbolj gosposki. Najbolj zrel in eleganten, vem pa tudi, da se zelo lepo pelje. In tudi, da ga znotraj malce muči izdelava, ker kakšna stvar zaškripa in ne bi smela. 2,1 litrski motor ponuja 125 kW moči, torej 170 konjev, menjalnik ima 7 prestav, cena točno tega pa je 53.940 evrov. Ja, kaj pa zdaj? Kaj zdaj, kaj? Resen test, ne? Če rečemo, da je pač Audi zmagal. Ja, zakaj pa ne bi rekli, da je Alfa zmagala? Ciril, kateri avto zmaga? Kačo? Ne. Andrej? Borut? Ne. A vidiš? Ne gre. Lej, ne vem, zakaj se zdaj bava. Kaj pa še Mercedes? Ne more. To so resna testiranja. Veš, koliko je tle enih meritev, pa ne vem še česa. Nov dan, novi testi. Premetavanje prtljage, merjenje prostora med sedežema in nad glavami, tipanje materialov, ugotavljanje, kateri je ergonomsko najbolj dovršen in katerem se najbolj udobno sedi, smo zamenjali za vožnjo. Najprej tukaj na Vranskem, potem pa še na cesti. Evo, prvi testni zajček je že pripravljen, zato gremo. Akcija!
Prva je Alfa in verjetno je kar dobro, da sem za začetno referenco vzel avtomobil, za katerega meni, da se najbolje pelje. Giulia je neverjetno lahkotna, krmilni sistem je zelo direkten, ampak ne preveč, da bi bil avtomobil naporen, zelo lepo sledi zavojem in čeprav je podvozje malce bolj čvrsto, sploh ni pretrda. Res je vrhunska, sploh nos se v zavoj dobesedno zasidra. Audi je tokrat malce hendikepiran, ker je edini, ki ima zimske gume, ampak je trenutno podlaga še precej mrzla, tako da se ne pozna kaj dosti. Je pa tudi edini, ki ima sprednji pogon, kar se potem pozna pri podkrmiljenju, ki je itak značilno za znamko. Če takole pretiravam, seveda. Je pa krmilni sistem dovolj dober, lega zelo zanesljiva in presenetljivo udobna. V bistvu je za moj okus samo preveč vozniško dolgočasen. BMW povečuje zanesljivo 4-kolesnim pogonom, ki pa tukaj ne igra pomembne vloge. Avto namreč ne zdrsava med zavoji in drugega, ko da se res lepo pelje, enostavno ne morem reči. Zelo je prijeten, občutek na volanu je dober, ni pa tako igriv kot Alfa. Se mi vseeno zdi težji in malce bolj okoren, da je treba kar bolj na trdo zapoditi v ovinek, potem pa lepo Boga. Jaguar XE je po vozni dinamiki še najbližje Alfi, tudi ta se zelo lepo pelje, zelo je lahkoten in lepo igriv. Če vam vožnja pomeni največ, sta ta dva vsekakor vredna temeljitega ogleda. In tukaj vsaj lahko izključim sistem ESP in si privoščim malce miganja z ritko, pri Alfi tega ne morem narediti. Takole med stožci se lepo pokaže, da je podvozje vrhunsko. Lexus me tukaj malce živcira s tem svojim brezstopenjskim menjalnikom, moram kar takoj priznati. Je pa res, da potem, ko enkrat pospešim in je hitrost konstantna, je tudi motor lepo tiho. Tudi tukaj je občutek na volanu odličen, ta je lepo obtežen, je pa avto precej trd, se mi zdi morda celo, da je trši od vseh ostalih. Tudi težje po občutku in tudi nos rine malce bolj iz zavoja, kot sem pričakoval. Glede na oglajeno notranjost, res nisem pričakoval, da se bo C tako suvereno spopadal s tem slalomom, pa se. Nek poseben čar ima, ko se podvozje v ovinku posede in karoserija lepo nagne, čisto malo seveda, takrat se v zavoji streli s pravo lahkoto. Me prav zanima, kakšen se mi bo zdel na cesti, ker tukaj je res prijeten. Torej, če povzamem Anžeta, vse po pričakovanjih. Jaguar in Alfa sta najbolj igriva. Audi je zanesljivo dolgočasen, Mercedes je presenetljivo dinamičen, BMW je zanesljivo hkrati malo huliganski, Lexus pa presenetljivo živahen glede na umirjen hibridni karakter. Kaj pa cesta? Spet po abecedi. Alfa je vozniško zelo prijetna, tudi tukaj je pa res, da meni znotraj manjka nekaj drame. Pač, če bi bila tole deteljica z več kot 500 konjički, bi bila tale enostavnost čisto ok, takole pa je vse skupaj malce dolgočasno in črno. To je avtomobil za tiste, ki sta vam izgled in vožnja daleč najbolj pomembna. Lahko pa pohvalim še tale menjalnik, ki je povsem ob boku BMW-jevemu, oba pa sta dejansko tokrat najboljša. Manjkajo le obvolanska ušesca. A ja, in naslonjala zadnje klopi sploh ni mogoče podreti, kar je zame osebno velik minus, ker potem pri enem potniku sploh ne morem prepeljati kakšnega daljšega predmeta. Če so bile gume problematične, ko sem ga mučil med stožci, pa je zgodba tukaj povsem drugačna. Ko se peljem umirjeno, je A4 izjemno udoben, pravi potovalnik, ki te pomirja in tudi tole okolje je zakon. Zelo pregledno, vrhunski materiali, uporabno, čisto vse štima. Pogonski sklop pa je dejansko tudi super. Evo, vse tip-top, je pa zunaj res dolgočasno oblikovan. Še to. Vsi tokratni kandidati imajo zelo lahkotno dosegljiv ISOFIX. A ni hecno, da pri avtomobilih, ki jih nihče ne kupuje zaradi otrok, vse to štima, v družinskih avtomobilih pa pogosto ne. Ena stvar mi pri BMW-ju ni všeč, pa ne leti na izdelavo, niti na počutje v kabini ali pa na ergonomijo. Vse omenjeno je namreč dodelano do zadnje podrobnosti, sedeži so tokrat najbrž najboljši in če bi lahko izbral en sam popravek, bi tole stikalo prestavil semle dol. Vem, malenkosti. Me pa moti, da me ves čas silju dinamično vožnjo, mislim, kako ne rečem, malo agresivno je vse skupaj. A4 pomirja, ta pa razburja. Me pa zato lepo spet pomirja Jaguar XE. Ker sem ga že prej postavil ob bok Alfi, vsaj po vozni dinamiki, ga tukaj dejansko še bolj hvalim, ker je od nje bolj udoben. Vozniško je v bistvu najboljši. In skoraj najslabši tule okoli mene. Plastika je monotona in po kakovosti nič posebnega, okolje pa sploh ni na nivoju ostalih. Tudi motor je precej glasen.
Skratka, lepo se pelje, dobro izgleda, prostorsko je tudi ok, čeprav tudi tukaj ne morem podreti naslonjala, zaradi padajočega zadka pa je dostop do zadnje klopi malce bolj neroden. XE bi moral samo še znotraj ponuditi več ob tej ceni. Zato mi je znotraj bistveno bolj všeč Lexus IS. V bistvu mi je že zunaj najbolj všeč med vsemi, ker je kot nekakšen samuraj, znotraj pa je vožnja pravo doživetje. Pravo nasprotje Alfine monotonosti je tole in za vsak dan mi je veliko bolj všeč, ker bi me še po enem letu vedno razveseljevala. Samo pogledajte vse te linije in krivulje, pa odlične materiale, zakon. Tudi sedeži so super. Je pa velika hiba tale miška. Pač nismo vsi računalniški guruji, ki znajo dlan premikati na mikrometer natančno in se normalno pomikati po teh menijih. Hibridni sklop pa deluje fantastično. Pri Mercedes-Benzu C bom kar takoj usekal s tisto stvarjo, ki me edina moti. Kakovost izdelave. Mislim, da je edini, ki med vožnjo ves čas nekaj škripa, pa se plastike niti dotikam ne. Tega od tako mundene znamke res nisem pričakoval, očitno je, da je plastika pretanka. Po drugi strani pa je ta avtomobil daleč najbolj gospodski. Oblika okolja in uporabnost, pa vrhunski sedež, zelo dodelana lega na cesti, vse to pomeni, da je eden mojih najljubših. Še izgleda hudo. Bomo videli, kaj bodo pokazali ocene. Jure, so po porabi primerljivi? Po porabi so vsekakor primerljivi. Izpostavili bi predvsem Lexusa, ki je edini benciner v tokratni floti. Elektrika in bencin skupaj sta odigrala vlogo, ki smo jo pričakovali, tako da vsekakor je konkurenčen s 6,2 povprečje testnim, kar je za hibrida v družbi dizlov vsekakor odličen rezultat. Najbolje se je odrezal Mercedes, Lešnikova aerodinamika, inženirska briljantnost menjalnika morda. Predvsem pa bi izpostavil dejstvo, da so vsi avtomobili končali v razliki 8 decilitrov, kar je za te konje, te vozne lastnosti vsekakor dober rezultat in pričakovan rezultat za modern dizelski motor. Ciril, katerega bi najraje zapeljal med ovinke in katerega domov? V ovinek bi najraje zapeljal Alfa, razlog je pa preprost. Občutek imam, da je ta avto vsaj 200 kg lažji od primerljivih tekmecev. Domov bi pa najraje odpeljal Lexusa, ker se mi zdi ravno pravšna zmes tehnologije, udobja pa prav tako odličnih voznih lastnosti. Matej, so uporabni ali nerodni zaradi limuzinske oblike? Zdaj ne bi ravno rekel, da lahko govorimo o neki nerodnosti. Seveda je dostop do prtljažnika zaradi ozke odprtine obtežen, ampak kupci limuzin ne pričakujejo, da bo prtljažnik tako velik in uporaben kot pri karavanih. Pomembnejša jim je oblika, vozna lastnost. Urška, je cena v tem segmentu sploh pomembna? To je težko vprašanje, zato ker ni enotnega odgovora. Eno je, da je sigurno cena pomembna, ker ne glede na to, da gre za v bistvu segment dražjih avtomobilov, to se pravi tudi rečemo in prestižnih, premium, kakorkoli že, so v njem ljudje blazno občutljivi. Ne glede na to, da je to manjši del njihovega družinskega proračuna, so zelo pozorni na to, koliko kaj stane. Po drugi strani jih je pa težko pravzaprav primerjati sploh, ker če pogledamo avtomobile, ki smo jih primerjali, ima vsak svojo skupino kupcev. Tako da cena je pomembna in ni pomembna. Miloš, so cene v cenikih primerljive? Cene v cenikih so le osnovna informacija, precej več pa boste izvedeli recimo v salonih. Tam lahko dosežete od recimo zelo skromnega popusta, kot je pri Alfi, do kar četrtine cene popusta pri BMW-ju. S tem, da je pogoj, da recimo naložite dodatno opremo, izberete kakšen dražji motor, ampak prave kupčije se sklepajo v salonih. Andreja, kateri multimedijski sistem posebej preseneti? Ja, rekel bi, da predvsem Audi izkazuje to svojo modernost, tehnološkost, da je tudi eden najnovejših izmed kandidatov. In on ima res zelo dober tak premium sistem, to, kar danes pričakuješ od neke premium znamke. Se pravi, ne gre več samo za to, da je nek velik zaslon v avtu, ampak je tudi polno drugih lastnosti, ki jih mora takle avto izkazovati. Recimo primer Audija, pa tudi še kakšnega izmed teh drugih tekmecev, da so zelo povezani v oblak, se pravi, da lahko voznik prek računalnika na kolesih dobesedno prihaja še do polno drugih informacij, glede prostega časa, prostočasnih informacij, glede vremena. Pomaga mu recimo takle sistem tudi, če mu ukrade avto, da ga prej najde. Borut, se ti zdi, katera notranja še posebej kakovostna? Nedvomno Audijeva. Tako glede materialov, kot glede kakovosti izdelave, pa tudi ergonomija je gotovo najboljša. Mislim, da mu sledi BMW. Najmanj pa nas je prepričala Alfina.
Tam so tudi materiali slabši, pa tudi pri ergonomiji se vidi, da pač malo zaostaja. Po idilični Logarski dolini smo zdaj seveda končno na cilju. Ljubno ob Savinji hotel Planinka. Naša skupina novinarjev iz 8 uredništev bo zdaj skupaj staknila glave in izbrala zmagovalca. Jaz pa bom preveril, kaj se dogaja v kuhinji, če je vse ok, če je ok postelja, skratka same pomembne stvari, za katere si vedno vzamemo premalo časa. Bo ok. Je bila razprava tako vroča, da sem se mogel kar preobleči in priti ven, ker je za Planinko tako lepo. In zdaj, veliki zmagovalec je, Mercedes-Benz C. Ko smo sešteli vse točke vseh uredništev, jih je dosegel največ, 1516, kar je 72,8%. Na drugem mestu veliko presenečenje, kar 2 sta, BMW serije 3 in, ne boste verjeli, Lexus IS, zbrala sta 1508 točk, kar je 72,5%. Tik zanimajo Audi A4 s 1481 točkami, kar je 71,2%, 5. mesto Jaguar XE in na 6. Alfa Romeo Giulia. Razlike med prvimi 4 pa, ja, zelo majhne, mislim. Kak razplet! Tole bi se zaslužil en film v Hollywoodu. Ziher. Tvoje mnenje o zmagovalcu? Zmagovalec me je čist malenkost presenetil, ampak predvsem zato, ker je vseh 6 avtov vrhunskih. Mercedes pa mislim, da najbolj ponazarja tisto, kar si nek kupec v tem razredu najbolj želi. Če bi pa jaz s svojim denarjem izbiral, bi se pa verjetno odločil za Alfo ali Jaguarja, ker sta mi predvsem bolj posebna. Ja, razred C pa v mojih očeh niti ni tako presenetljiv zmagovalec, ker povsod je bil dober, še najbolje pa je stopil na varnostno-asistenčnih področjih. In na koncu smo ugotovili, da zmaga tisti, ki je povsod suveren, ampak ima še nekaj dodatnega. Za marsikoga je Lexus presenečen na drugem mestu in to, da je izenačen z BMW-jem, ampak si to zaslužil, ker je res odličen avto. Jaz sem pričakoval, da bo Mercedes, se pravi ne samo Mercedes, komplet nemška trojica, precej visoko, zaradi tega, ker smo avtomobile vozili že in na testih in na prvi vožnji. Vedel sem, da je Mercedes zelo dober po asistenčnih sistemih, pozna se, da znamka vlaga veliko v varnost, v umetno inteligenco. Poleg tega pa je velik korak, ki so naredili naprej pri oblikovanju in mislim, da kar se tiče voznosti povprečnega uporabnika, ponuja najboljšo zmes med dinamiko po obdobjem. Mercedes je bil ves čas med tihimi favoriti, sicer ni izstopal z ničemer, a je bil v vseh podsegmentih zelo blizu vrha. Bolj je zanimivo tukaj, da so bili 4 avtomobili, se pravi velika nemška trojica in pa Lexus zelo blizu sebi. Največje razočaranje je pa na nek način Alfa, ki se sicer pelje super, zgleda super, ima cel kup pomanjkljivosti, slabe asistenčne sisteme in tako dalje. Tako kot pri prejšnjih 2 testih se je izkazalo, da lahko zmaga le avto, ki je najbolj popoln. Tokrat smo imeli 4 take avtomobile, vseeno pa mislim, da Mercedes med vsemi 6 kandidati izraža največjo to prezenco prestiža. Ja, vsi ti avti so vrhunski, kar je jasno glede na to, da gre za premijski razred. Zadnji na današnjem testu je boljši od najboljšega med nepremijskimi, zato boste verjetno z vsakim res zadovoljni. So pa razlike, seveda, zato si preberite tudi naš obsežen primerjalni test na volan.si, da boste videli, zakaj so dobili toliko točk, kot so jih. Če želite eleganco, boste izbrali Mercedes-Benz C. Če vam je pomembna vožnja, boste izbrali Jaguar ali Alfo, če pa želite res izstopati, boste vzeli Lexus. Verjetno sta še najbolj dodelana BMW in Audi, ki pa sta hkrati tudi najbolj predvidljiva in dolgočasna. Ja, sami izberite.